Lahko mogoče poveste malo bolj konkretizirate, katere so pravzaprav tista področja, ki so najbolj nekako na meji? In pa še to, ste mogoče govorili nenazadnje tudi karkoli o socialnem položaju vojakov, sindikati tudi danes spet opozarjajo na njihov položaj, morda so pisali tudi vam, pa niso dobili nekega odgovora. Da, o obeh vprašanjih smo govorili. Jasno. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Torej, govorili smo o modernizaciji, ki je praktično ni. Minimalne investicije imamo namenjene za zaščitno opremo, uniforme pripadnikov, torej v minimalnem obsegu. Prav tako pa je indeks usposabljanja v zadnjih 5 letih na najnižji točki, ki samo za določene enote dosega tisto minimalno stopnjo usposobljenosti. Prav tako je vzdrževanje problematično in tudi omenil sem, da je 34% voznega parka Slovenske vojske nad življenjsko dobo vozil. Kar se tiče sindikatov, gospoda vrhovnega poveljnika sem seznanil z zapisanimi našimi pogledi na sindikate. Mi se zavedamo težke situacije, v kateri je cela Slovenija in mi smo del te Slovenije, torej del tega. Plače so na ravni, primerljivi verjetno ravni z slovenskimi standardi, vendar so dodatki, ki smo jih v preteklosti nekako izplačevali za nadurno delo, pripravljenost in tako dalje, na minimalni možni meri, zato da zagotavljamo ravno tisto operativnost in doseganje usposobljenosti enotam. Torej so mogoče nekako nesorazmerne z drugimi v javni upravi. Tudi z ostalimi zadevami smo seznanili vrhovnega poveljnika, tudi reševanjem vojakov po 45 letu in tako dalje, torej da moramo najti sistemske rešitve, ki verjetno tudi skrbijo vse naše pripadnike. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Nima kaj dodati. Prosim. Volite, kakšno drugo vprašanje? Prosim. Sindikati so pisali konkretno tudi vam, pa me zanima zdaj, kako je s tem, oziroma boste se vi z njimi tudi morda dobili? Mi že sodelujemo, bodisi da jaz neposredno ali moj svetovalec za obrambo, tako da smo z njimi v kontaktu, ne samo, ko gre za njihovo prošnjo, ampak tudi sicer. Jaz njihove težave razumem. Danes sem zato tudi sam izpostavil vprašanje njihovega statusa v vojski glede na finančne možnosti. Prav gotovo velja v vsaki vojski eno pravilo, brez motiviranega vojaka ni primerne usposobljenosti. Daleč od tega, da bi bil osebni dohodek najbolj pomemben, vendar pa ga ne smemo zanemariti, ker si ga zaslužijo. Zato smo se pogovarjali o tem, kako v prihodnje preprosto ne more priti več do zniževanja sredstev financiranja iz vojaškega proračuna, ker bi to nujno prizadelo vojake, tega pa ne bomo storili. Tudi o zniževanju števila vojakov ni kakšne odločitve, čeprav se slišijo sem in tja nekateri pogovori o tem, vendar odločitve o tem ni. Slovenska vojska potrebuje tako število vojakov, kot ga ta hip ima, to je ocena poročevalcev danes. Prosim. Še kakšno vprašanje glede tega vprašanja? Je še kakšno drugo vprašanje potem? Je potem kakšno drugo vprašanje, ki ne zadeva te teme? Ok, potem bi se zahvalil. Da pripravim, če sam ni bilo kondice. Ena podhodba, proste mi tako podhodba. Hvala lepa. Dobar dan, gospe in gospodje.